Z današnjim ceremonialnim dnem se tudi uradno z činom edinega generalmajorja v Sloveniji povzpenjate na položaj, ki vam omogoča in nalaga dolžnost, da poveljujete s poslanstvom. V tem smislu je bilo zato pri odločitvi vlade in moji odločitvi za vaše imenovanje pomembno ne le, da imate vse strokovne reference, ampak tudi, da imate značajske lastnosti, ki so pomembne zato, da lahko oseba z visokimi etničnimi merili profesionalno in po svoji vesti lahko presoja zapletene situacije tako, da jim vsi lahko zaupamo, zlasti pa tisti, ki bodo vaše ukaze poslej dolžni izpolnjevati. Zdaj tudi z položaja generalmajorja. In da sem se skupaj z visokimi predstavniki vlade odločil za to povišanje potem, ko sem ga bil spoznal ne samo kot odličnega častnika in načelnika naših obrambnih sil, ampak tudi kot zelo poštenega in zaupanja vrednega človeka. Zdi se mi, da je za vaš položaj zelo pomembno, da vas odlikujejo te osebnostne vrednote. Pomembno pa je, da takrat, ko odloča neka veriga poveljevanja, vendarle na koncu vseh koncev, ne glede na to, ali se z neko presojo strinjamo ali ne, zaupamo, da jo je tisti, ki jo je sprejel po najbolj razsodnih premislekih in po svoji vesti, ne meneč se za svoje osebne koristi. Slovenska vojska se preoblikuje skladno z spremembami varnostnih in ekonomskih izzivov, predvsem pa iščemo smeri, kako smo bliže prebivalstvu. Vedno naš moto je, da smo del skupnosti, iz nje črpamo moč in njej smo dolžni tudi vračati. Tako da hvala lepa za izkazano zaupanje za Slovensko vojsko in vidimo, da Slovenska vojska bi sigurno ostala tista, ki bo organizacija največjega zaupanja med Slovenci. Ne mi bo dovoljeno, da se tudi danes zahvalim še mojim sodelavcem. Napoleon je nekoč dejal, vojaki bijajo zmage, generali pa so tisti, ki dobijo zasluge. Pravijo, da za vsakim moškim stoji uspešna ženska, jaz imam najmanj 3. Mateja, hvala za vse razumevanje in da držiš vedno ne 3 stebre, 4 stebre. Moji 2 hčerki, Katarina in Zoja, mi dajeta tisti optimizem, katerega moramo zreti, torej delamo za mlado generacijo, ki je pred nami in moramo jim dati vesel svet. Moji mami bi se rad zahvalil pa za vso doto, ki sem jo dobil skozi mladost in življenje in me peljala po tej smeri. Hvala lepa, dragi prijatelji, kolegi in sodelavci. Hvala.